Promet je eden od največjih onesnaževalcev zraka. Emisije, ki jih v Evropi povzroči transport, so se od leta 1990 do 2003 povečale za več kot 20%. Od tega samo osebna vozila povzročijo izpustov za 12%. Da bi omejili oziroma zmanjšali emisije iz prometa, so se v Evropski uniji odločili sofinancirati različne projekte za čistejše ozračje. Eden takih je projekt Clean Drive pod vodstvom švedskih koordinatorjev, ki poteka v okviru programa Inteligentna energija Evropa. Projekt traja od leta 2010 do 2013, v njem pa sodeluje 10 partnerjev iz 9 evropskih držav. V Sloveniji projekt izvaja ZRMK Gradbeni inštitut. Evropski projekt Clean Drive je namenjen promociji in prodaji čistejših vozil. K sodelovanju so povabili avtomobilske trgovce, podjetja za izposojo in leasing vozil ter voznike same. S tem želijo zmanjšati emisije v ozračje. To pomeni povprečno največ 120 gramov fosilnih izpustov CO2 na kilometer za nove avtomobile, ki bodo prodani v letih 2012-2015. Leta 2007 so bile povprečne emisije CO2 fosilnega izvora pri novih avtomobilih, prodanih v Evropski uniji, še vedno 160 gramov na kilometer. Želene usmeritve so že pokazale določene rezultate, a žal še vedno premalo, da bi bili učinki zadovoljivi. Povprečna poraba goriva pri novih avtomobilih se je v obdobju med 1995 in 2008 znižala za 22%. Podobno je z zmanjšanjem izpustov pri novih vozilih. Emisije CO2 so manjše za 18%, od 186 gramov na kilometer na 153. Za dosego cilja, to je 120 gramov CO2 do leta 2015, bi bilo treba zmanjšati celotne emisije za približno 25% oziroma za več kot 3% na leto glede na izhodiščno stanje v letu 2007. V avtomobilskem sektorju se zavedajo, da manjši vplivi na okolje pomenijo manjšo porabo goriva, manjše obdavčitve in s tem nižje stroške uporabe. V Evropski uniji okrog 97% vozil za pogon še vedno uporablja fosilna goriva. Vse to so razlogi, da se na tržišču čim prej pojavi okolju prijazna tehnologija, ki jo bodo uporabljali tako v javnih naročilih kot pri zasebnih nakupih. Seveda pa morajo biti v dejavnosti poleg proizvajalcev vključeni tudi avtomobilski zastopniki in trgovci, podjetja za izposojo in najem vozil ter končni javni in zasebni uporabniki. V avtomobilskem sektorju manjši vplivi na okolje praviloma pomenijo manjšo porabo goriva, manjše obdavčitve in s tem nižje stroške uporabe. Statistika kaže, da je bilo v letu 2007 pri nas registriranih več kot milijon osebnih vozil, skoraj 2/3 več kot leta 1992. Po podatkih ima povprečno gospodinjstvo v lasti več kot en osebni avto. Približno 40% emisij CO2 odpade na avtomobile v urbanih okoljih. V podjetju Samek Ljubljana, ki je uvoznik in distributer za vozila Ford, imajo veliko dolgoročnih vizij in ciljev, kako čim manj obremeniti okolje. To je ključni razlog, da so se priključili projektu Clean Drive. Pri svojih vozilih so od 2006 do 2010 znižali emisije toplogrednih plinov za 11%, do 2020 načrtujejo do 30%, kar pomeni zmanjšanje CO2 za približno 10 gramov na prevožen kilometer. In katere so tiste tehnologije, ki jih Ford uvaja v svoje modele, da bi ta cilj dosegal? Prva so vsekakor elektrificirana vozila, to bomo ponudili trgu Focusa Electric, to je popolnoma električno vozilo. V letu 2013 pa bomo pripeljali tudi na slovenski trg hibridni in priklopno hibridni C-Max, tako imenovan C-Max Energy. Bi pa rekel, da je kratko in srednjeročno, predvsem zaradi izredne prijaznosti za žep. Še bolj pomembna druga strategija, ki pa gradi na klasičnih agregatih in jih nadgrajuje s tehnologijami, ki bistveno zmanjšujejo emisije ogljikovega dioksida in tudi dušikovih oksidov, to pa so tako imenovane ekonetik tehnologije.
Pomembno je, da so Econetic tehnologije že na voljo ali pa bodo v kratkem na voljo na vseh naših volumskih modelih, torej Fiesta, Focus, C-Max, S-Max, Mondeo, Galaxy. Ford predvideva, da bo do konca leta 2013 evropski kupec v 75% posegal po vsaj eni ekološki tehnologiji pri nakupu Fordovega vozila. Start in stop sistem je recimo ena taka tehnologija. Gre za sistem, ki omogoča zaustavitev motorja ob zaustavitvi vozila in seveda avtomatski zagon motorja ob pritisku pedalke na plin, naprimer, ko stojimo pred semaforjem v mestu in če imamo pretežno mestni režim vožnje, nam lahko ta sistem zniža porabo goriva in s tem tudi emisije ogljikovega dioksida za okrog 10%. Fordov inovativen, edino Ford zaenkrat je v serijski proizvodnji, ki ima tak sistem, je potem naprimer sistem za aktivno režo zajema zraka. Motor seveda potrebuje dovolj svežega zraka za hlajenje, vendar ne vedno. In ta sistem avtomatsko reagira na trenutke, ko motor ne potrebuje hlajenja, zapre lopute za dotok zraka, s tem zniža zračni upor in zniža porabo in do 2% tudi emisije ogljikovega dioksida. Potem je sistem Ford EcoMode, ki simpatičnim prikazovalnikom s 3 rožicami daje povratno informacijo vozniku, kako uspešen je pri okoljevarstvenem režimu vožnje. Sistem opazuje njegovo reagiranje, predvidevanje, pretikanje v višje prestave in pa ustreznost hitrosti. Vsaka nova tehnologija ima tudi večjo vrednost in s tem pogojeno višjo ceno. Nekaj električnih vozil je že na razpolago, vendar je njihova cena v primerjavi z ekvivalenti, s klasičnimi motorji, tudi 2 do 3-krat višja. Vsi smo načeloma okoljevarstveno usmerjeni, vendar ko pride do odločitve, nakupne odločitve, če govorimo o 3-kratniku cene, ponavadi ne prevlada okoljevarstvena usmeritev. Naše Econetic tehnologije pa so res žepu prijazne. Gre za minimalno spremembo v sami ceni vozila, mogoče 5 do 10%, ki pa lahko bistveno zniža porabo in emisije ogljikovega dioksida. Moramo sicer tudi povedati, da za električna vozila v Sloveniji že obstaja državna subvencija. Nažalost, mogoče lapsus je namenjena samo fizičnim osebam, ne pa tudi pravnim osebam. Menim, da bi v tej prvi fazi verjetno bilo več pravnih oseb pripravljenih kupiti taka vozila, zlasti če imajo okoljevarstveno noto v svoji osnovni strategiji. In ravno zaradi višjih cen prodaja električnih vozil pri nas ni takšna kot v tujini. Prodajalci pa opozarjajo še na nekatere dejavnike, ki vplivajo na nakup ekovozil. Ob taki spremembi tehnologije je vsekakor treba pomisliti tudi na razvoj infrastrukture za polnjenje. Nekaj polnilnih postaj v Sloveniji že je, vendar niti slučajno še ne dovolj, da bi lahko te polnilne postaje zadovoljile potrebe nekega večjega števila električnih vozil, ki bi se pojavili v obtoku. Avtomobilski prodajalci si želijo, da bi v prizadevanju zmanjšanja toplogrednih plinov čim bolje izkoristili in proizvedli na okolju prijazen način električno energijo. V Sloveniji imamo zagotovo skrite rezerve, zlasti kar se tiče izkoriščanja vetrne in sončne energije. K projektu se je vključilo tudi ekološko društvo Planet Zemlja, ki želi osveščati ljudi o pomenu čistejših vozil za okolje. Med letom 2008 in 2010 so izvajali akcijo Planetu prijazno vozilo, kjer so nagrajevali tiste modele vozil, ki so v svojih razredih najbolj zniževali emisije CO2. So tudi pobudnik akcije Ecorelija, na katerega povabijo znane javne osebnosti tudi iz sveta športa. Namen Ecorelija je pokazati, da je varna vožnja tudi varčna in zato okolju bolj prijazna. Udeleženci dobijo nekaj uporabnih nasvetov, kako s čim manj goriva priti do želene destinacije. Ugotovili smo, da ni dovolj samo, da smo pozorni pri nakupu avtomobila na porabo in emisije, ampak je potrebno avtomobile za nižjo porabo in za nižjimi emisijami seveda tudi primerno temu voziti. In seveda cilj Ecorelija je, da se pravzaprav ljudje nekako učijo voziti vozila na tak način, da jih vozijo čim bolj racionalno in s čim manjšo porabo. Tokratni Ecoreli je bil že 3., ki ga društvo Planet Zemlja organizira od leta 2009. Med 21 sodelujočimi ekipami je bilo 18 tekmovalnih, ki so v povprečju porabile 3,32 litra na 100 km.
Prvo mesto sta si delili ekipa z imenom prvaka, v kateri sta bila Brane Kuzmič in Henrik Gerkeš, in ekipa Toyota Lovše, v kateri sta vozila Franc Lovše s sovoznikom. Posebno nagrado je dobila ekipa Peugeot Ion z električnim avtomobilom Peugeot Ion, ki je z enim polnjenjem zmogla celotno traso dolgo 130 km, porabila pa za približno 1,5 evra energije. To vrstne okolju prijazne projekte, kot je Clean Drive, podpira tudi vizionar, podjetnik, pilot in izdelovalec ultralahkih letal Ivo Boscarol. Prepričan je, da imamo tako po svetu kot pri nas dovolj energije, vendar je treba z njo maksimalno varčevati. Nažalost je trajalo 100 let, da je avtomobilska industrija prišla do ugotovitve, da ko gre avto v dolino, po hribu navzdol, lahko motor miruje. Veste? In mi v glavnem se vozimo še vedno z 99% vozil, ko gremo v dolino, motor meče skozi okno, če lahko temu rečem 2-3 litre na uro, ne? Namesto da bi tisto kinetično energijo, s katero se giblje po klancu navzdol, izrabljal in jo shranil v baterije. In ko sem jaz leta 2002 zvedel, da je recimo Toyota naredila Priusa, ne, ki deluje na ta način, ne, da energijo pri zaviranju ali pa pri gibanju po klancu navzdol spreminja in skladišči in da ima sistem, ki se do energije obnaša drugače, ne, bolj racionalno, sem seveda vse naredil za to, da sem ga dobil, takrat se ga v Evropi še ni dalo dobiti, tako da mislim, da sem bil en prvih Evropejcev, ki si ga je prvoščil. Čeprav je pri nas razvoj ekološko varčnih vozil še negotov, Boscarol napoveduje boljše čase za preboj le-teh. Tudi na področju varčevanja z energijo na ostalih področjih. Jaz sem prepričan, da v Sloveniji zavest je. Seveda, Slovenija je toliko velika, pač kot je in ne more z določenimi subvencijami za to, da bi to področje se hitreje razvijalo, vlagati veliki sredstev, vendar seveda posamezniku pa to ne ustavi, ne? In tudi če je tak avto dražji, tisti, ki so ozaveščeni in ki hočejo, bom rekel, drugače razmišljati o energiji, si avto privoščijo tudi, če je dražji. Jaz sem prepričan, da tega bo vedno več, ne nazadnje tudi vedno več proizvajalcev avtomobilov sledi Toyoti, ki je seveda orala ledino na tem področju. Nekaj podobnega bomo mi letos aprila predstavili tudi na področju letalstva. Naša Pantera bo tudi hibridna, torej bo poletala in pristajala na elektriko, ne bo nesneževala, ne bo povzročila hrupa v zraku, bo pa proizvajala energijo z manjšim benzinskim motorčkom. Boscarol ekološko zavest širi tudi v svojem delovnem okolju. Zadovoljen sem, da tudi moji sodelavci v podjetju enako razmišljajo in so tudi ekološko usmerjeni in tudi vozijo varčna vozila. Mi imamo v podjetju že kar, mislim, da 5 ali 6 let tudi svetovno zaščiteno blagovno znamko Ecolution, ki vključuje vse sfere racionalne rabe energije, od tega, da so naša letala najbolj energetsko varčna, da so narejena v objektu, ki je popolnoma energetsko samozadosten iz obnovljivih virov, do tega, da vozimo energetsko varčna vozila, do tega, da se obnašamo energijsko varčno tudi do novoletnih čestitk in tako naprej. Skratka, jaz sem prepričan, da v bodoče bo varčevanje z električno energijo in z energijo nasploh tisto, ki je lahko zmagovalna varianta pri globalnem segrevanju. Treba je temu prilagoditi in spremeniti tudi naše življenje in razmišljati drugače, pravi Boscarol, da bo energija, ki je ne potrebujemo, koristila nekomu drugemu. Mi imamo na svetu na stotine milijonov avtomobilov, ki imajo vsi akumulator in vsaj polovico časa vsi ti avtomobili mirujejo.
če bi jih lahko priklopili na neko inteligentno mrežje, da te čas, ko mirujejo, bi se tista energija iz akumulatorja lahko preselila k tistemu, ki jo potrebuje. Enako vsi prenosniki, ne nazadnje naši telefoni, ta čas, ko se mi pogovarjamo, energija v telefonu miruje. Če bi imeli inteligenten sistem omrežja, da bi, ne vem, odtipkal čez 2 uri rabim ponovno energijo in bi jo lahko preselil nekomu drugemu in bi prišla potem nazaj, ko jo bi ti rabil, bi verjetno bila potreba po energiji bistveno manjša, kot je sedaj, in ne bi potrebovali novih tešov, ne bi potrebovali novih jedrskih elektrarn, ampak bi za obstoječo energijo naše potrebe popolnoma enako vredno kot sedaj lahko zadovoljili. Snovalci projekta si želijo, da bi v evropskem okviru izkoristili čim več programov za projekte, ki so namenjeni čistejšim vozilom. Clean Drive že kaže dobre rezultate. Temu je v Evropski uniji namenjenih več raziskav, razvojev in promocij čistejših tehnologij v prometu. Evropska investicijska banka je doslej ponujala do 50% posojila za tovrstne raziskave, predvsem na področju zmanjševanja izpustov. Slovenija je že naredila nekaj prvih korakov, da bi pospešila prodajo vozil, ki so okolju prijazna. V zadnjih 4 letih se je prodaja le-teh povečala za nekaj odstotkov. Izjema je leto 2011, ko so zabeležili rahel padec. Veliko promocijo na tem področju je naredil še slovenski konstruktor električnih vozil Andrej Pečjak. Poskrbel je za slovensko zmago na 14. reliju v Monte Carlu, ko je sovoznikom v svoji EV Dacia Sandero osvojil skupno zmago v porabi in prvo mesto med električnimi vozili. Kot je dejal, bodo cene ekoloških, to je električnih vozil, dostopne takrat, ko bo proizvodnja množična.